mesec hodimo v šolo, a ne, bratrana? Ja. Ja, opisali smo že cele gore zvezkov s svojimi domačimi nalogami. Vse živo in tudi mrtvo že znam. Recimo vse o dvoživkah in tudi o Rimljanih. Ja, pa letos so začeli spraševati pred tablo. Pa tudi brez napovedi si misliš? Ja, danes se nisem dobro odrezal. Le ravnežo. Ja. Kaj se pa ti tako kisla držiš? Tale tvoj bratranec v drugem kolenu je pa danes res slabe volje. Ne, zato se je s kolenom mene umna. Koliko jaz vem, nima koleno nič. Pri tem, da so s Tomijem v žlahti. Saj vem, samo malo sem se hecala. Dobro voljo sem jo hotela spraviti. Vem, da sta mami sestrični. Hecno se mi zdi to o kolenu. Vi ste pa ne vidite moje stiske, da se toliko pogovarjate o kolenu. Halo? No, daj no, Tomi. Ti si ena kulfaca. Vsakič se spomniš, kakšna je dobra finta. Ja, ampak nam sem prvič v njemu stal pred tablo. Komaj, da sem kaj spravil sebe. Zatikalo se mi je. Eno pa še celo, da sem ostal pri prvi črki. Proces krožem. Potem je bilo še polno, ko so se vsi začeli hitati. Naš učitelj Filc je sedel ves drug za svojim katedrom. In bil kar tiho. Ja, dokler me ni poslal v klub. Ja, grozno je bilo. Pa ne vem, kar je odslal sem, čeprav nikoli ne je odslal. Vem, da ne. Saj ni konec sveta. Že vem, kaj pa, če si ustrašil Filca. To bo ja, tam je se kot kakšen nevihni oblak. Bal sem se, kaj bi rekel, če bi letnim kakšno bedarijo. Poznam to, besede se ti kar zaustavijo. No, vidiš, se je to zgodilo tudi tebi. Veš, v resnici več znam. Kakšna groza. Potem imam pa drugo zamisel. Glej, tudi učitelj je bil nekoč otrok. Ne vem, no, morda pred kakšnimi 100 leti. Zamisli si ga kot mulca v kratkih hlačah, ki se je igral v peskovniku ali se vozi s kirojem. Morda je metal kamen, da celo naputal sosedove češnje in potem hitro tekel, da ga niso ujeli. Mogoče je kdaj lulav grmovje. Bi se ga potem bal? Končno! To je dobro, to mi je všeč. Neža, kako pa tebi uspe tako gospodsko nastopati? Predstavljaj si, da sem tam sama in govorim cvetličnemu travniku. Tako pa gre, saj vidiš. Kaj pravita, ali imate že kakšne ideje, kako premagati strah pred nastopanjem? Kaj, če bi s tem vprašanjem vprašali sošolce? Da, dobra ideja. Dober konec je dobro. No, veste, tu mi se je v petek javil. Gospod Filc je zahteval, naj mu pojasni kroženje vode. In pri prvem kroženju je zaprl oči, se malo zahihital in nam vse razložil kot največji znanstvenik. To mi je rešen strahu in zdaj je harmonična celota.